Dobar dan, rešimo nekaj enačb prve stopnje. Torej, tukaj moramo prej opraviti množenje 3 krat to in 3 krat to. 3 krat minus 3x je minus 9x. 3 krat 4 je 12. 21x plus 2. Sedaj, mi lahko premaknemo člene. V bistvu, če mi premaknemo en člen, če menja stran, preide iz leve strani na desno ali iz desne na levo, menja v bistvu predznak. To je pravilo. In kaj hočemo doseči? Da izoliramo x. Torej bomo peljali vse člene z x-om na levo in vse številke na desno. Torej, minus 9x je na levi strani enačbe, ostane na levi. Tako kot je. Ta 21x gre iz desne strani na levo in torej menja predznak in postane minus 21x. Je enako. Ta 2 je bil že na desni, ostane na desni, tako kot je. Ta 12 gre na drugo stran in postane minus 12. Minus 9x minus 21x je minus 30x. 2 minus 12 je minus 10. Sedaj tukaj imamo minus 30 krat x, delimo z minus 30. X je minus 10 ulovnjeno minus 30. Sedaj delimo zgoraj in spodaj z 10. 10 deljeno 10 je 1, 30 deljeno 10 je 3. Minus deljeno minus mi da plus 1/3. In tako sem rešil. Sedaj pogledamo kak drug primer, kjer se zgodi nekaj posebnega. Pet krat 2x minus 1 je enako 10x plus 3. Opravimo množenje. 5 krat 2x je 10x. 5 krat minus 1 je minus 5. Tukaj imamo 10x plus 3. Sedaj, peljemo vse člene z x-om na levo. 10x je že na levi. Ta gre iz desne na levo in postane minus 10x. Tukaj na desni imamo 3 in ta minus 5 z leve gre na desno in postane plus 5. 10x minus 10x je enako nič. 3 plus 5 je 8. In sedaj dobimo to. Nič je enako 8. X je izginil, tukaj je problem. Samo mi vemo, da nič je enako 8 ni resnično. Ni res, da nič je enako 8. In torej, ta enačba nima rešitve, ker to ni res. Ne obstaja noben x, za katerega ta enačba velja. Poglejmo še en podoben primer, ampak drugačen. Dva krat 3x plus 2 je enako 6x plus 4. Sedaj množimo. 2 krat 3x je 6x. 2 krat 2 je 4. Tukaj je 6x plus 4. Tukaj 6x je na levi, ostane na levi. Ta ga damo na drugo stran, minus 6x. Tukaj na desni imamo 4, ta 4, ki na levi gre na desno, postane minus 4. 6x minus 6x je enako nič, 4 minus 4 je enako nič. Smo dobili, spet izginil x, ampak smo dobili nič enako nič. Nič enako nič je resnično. Torej, ta enačba v resnici je zmeraj resnična. Za katerokoli vrednost od x-a, to je zmeraj res. Vsak x je rešitev, katerokoli število je rešitev te enačbe. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.